Evo, pa sva ga dobila. Honor Magic V5, ta nov prepogljiv telefon od Honorja. Ful časa smo že hotela z Honorjem sodelovati, tako da sva ful vesela, da sva končno dobila ta telefon, sploh ta nov prepogljiv telefon. Andraž v bistvu sploh ne ve, da sva ga dobila, sam ve, da smo se nekaj menili, tako da jaz sem telefon prevzel, zdaj se odpeljem do njega in bomo videli njegov prvi vtis, ko bo odprl ta telefon. Mogel sem vas kaj dol dati, ker telefon tam na gor ne stoji med vožnjo, ko so ti semafori dolgi tle. Evo, zavijamo Andražu, levo noter. Smo pred Andražovim blokom. Ok, Andraža kličem. Smo pred... Halo. Jo, hej, kje si ti? Domov? Oj, kako je? Jaz sem tudi pred tvojim blokom. Ok, kaj pa delaš pred mojim blokom? Telefon sem ti prinesel. Kjer ga? Honorja so dobila. O, res? Ja. O, wow. Čak, daj, pride dol. Sam snimal te bom, pazi. Oho, petnika. Ja, greš. Pa da vidimo, kaj bo Andraž rekel na tale telefon. Evo ga. Kaj imaš za me? Evo ga. O, ok, velika škatla. Čakaj. Prepogljivca. Ok. Prepogljivca, jaz sem že malo pogledal. Ja, vidim, da je že bil malo odprt. O, wow. Kako je tank, ja? Lep. Ja, tank, pa lep. Udej kaš. Glej, kako ima fajn na hrbti dizajn. Mislim, da ga moraš testirati. Deva ga. Peva, to spropa. Wow. Gremo. Ampak, preden ga greva testirati, Ja. dajmo pogledati, kakšne presenečenja nas čakajo v tej veliki črni škatli. Ko jo odprete, boste najdel na vrhu napravo, ovito v folijo z opozorili, čeza z njo ne smete počinjati, ker je standard pri poglicih danes. Potem pa imate prekat, kjer imate v škatlici zvit USB-C v USB-C polnilen kabel, zraven pa še lep zaščiten ovitek iz veganskega usnja, ki bo dopolnil stil vašega telefona. Recimo, to je to. Skratki zraven ni Honorjevega supercharge hitrega polnilca, ker je škoda, ker bi si kaj tak premijski telefon zaslužil. No, kot je Andraž rekel, pa dobite vsaj ta ovitek, ki je tudi priročen, če iztaknete obroč, ki je skrit okoli kamere, dejansko dobite ni stojalo, da lahko naslonite telefon in gledate video v horizontalnem načinu z dodatno podporo. Full flete. Ja. Super in praktično. Zdaj pa dajmo obdelati samo napravo. In sicer najprej pojmo na... Dizajn. Ta prepogljivc je res full lep. In Honor je samo še nadgradil odličen dizajn iz predhodnika V3, ki ga žal takrat, če se spomniš, nisem mogla sprobati. Ja, Honor je kar skočil iz 3 na 5. Ok. Večina prepogljivcev ali pa kar telefonov na splošno je to generičnih in izgledajo kot ene proteinske tablice, je če pa resno, brez duše. Ja, Ampak ne, to za V5 ne velja. Sam pogledajte si tale gradient v zadnji, kako deluje premijski, skoraj nekako bi rekel, da poš. Victoria Beck. Working class. Be honest. I am being honest. Recimo, ja, in to nam je Facebook. Honor je prišel v barvi črnega zlata. Telefon tehta 217 gramov, ko pa je pripognjen na pol, pa je debel samo 8,8 mm, kar pomeni, da je res super tanek, celo tako, da praktično nič ni debelejši od navadnega neprepogljivega telefona na trenutnem trgu. Ima pa še certifikat IP58 in 59 Ja. v vodi in prahu. Ja, dejansko ima oba. In ko je eden izmed bolj odpornih prepogljivih telefonov na trgu. Še dela. To je seveda nekako tudi povezano z mehanizmom za prepogibanje, ki je zelo zanesljiv in močan. No, ajde, je glih prav močen, da odprto polovico lepo drži pod širokim razponom različnih kotov, prav tako pa notrni pregib oziroma kriz ni neki močno opazen, razen če ga pač res izpostavite močni svetovi. In kar nam je najbolj všeč pri tem, da se ga komod da razpreti z 2 rokama, brez da bi bil en Schwarzenegger, recimo leta to. Česar bi lahko se naučili določeni njegovi konkurenti. Ja, da. Telefon je pa tudi že toliko absurdno tenek, da se robovi USB-C vhoda praktično dotikajo roba ohišja in res ni, če sploh še kaj, lahko Honor v bodoče poreže preč. Tudi robovi okoli notranjega zaslona so v razprtem načinu čisto spodobni in predvsem enakomerni z vseh strani. Edin malo taka bolj izstopajoča stvar pri tem telefonu je modul za objektive, ki pa je velik. Glede tega pač ni druge za reči. Samo morate se pa zavedati 2 stvari. Prvič, to velik je zato, ker je Honor vanj vtaknil 3 kamere z velikimi senzorji, kar pomeni dobre fotke, ki bo rabil tudi malo več placa v kombinaciji z lečami. O njih bo sicer več kasneje govorila, tako da druga stvar pa je ta, da modul izpade večji, ker je sam telefon nenormalno tenek.
in zato kontrast v velikosti oziroma debelini večji. Ampak če mora izbirati na tem, da lahko dela bolj raznolike fotke z vrhunskimi kamerami ali pa da ima manjši modul in s tem slabše slike, bova itak vedno izbrala prvo opcijo, ker sam rukneš gor, tale zaščitni ovitek, pa je problem načeloma rešen. Okay. Zaslon. Štekate, a viš, ker jih je več, ne? Ok, se ni važno. Notranji zaslon ima diagonalo 7,95 inčev in je 120 Hz OLED LTPO zaslon, ki gre lahko s svetilnostjo do 5000 nitov oziroma kandel. Je super za gledanje vsebin, sploh če z nogico, ki je na ovitku, date telefon v horizontalno pozicijo, da imate, ne vem, proste roke za jesti. Recimo. Ja. Omeniti pa je treba še, da zraven doživetje zaokrožujete tudi zvočnika, ki sta kar solidna. Nameščena sta sicer diagonalno, da imata malo več poudarka na srednje tone. Zunanji zaslon pa meri 6,34 inča, ima enake lastnosti kot notranji ter 4300 PWM za temenjevanje, kar pomeni hitro utripanje LED svetlobe za uravnavanje svetlosti. Ja, ker je frekvenca toliko visoka, oko svetlobo vidi kot enakomerno. Pri nižjih frekvencah pa lahko občutljivi ljudje občutijo utrujenost oči ali pa glavobole. Ta tehnologija to preprečuje, zato je Honor še posebej izpostavljen. Ful dobro se sliši. Ful dobro. Programska oprema. Na V5 je nameščen MagicOS 9.0.1 čez Android 15. Za ta model telefona Honor zagotavlja 7 let posodobitev in varnostnih popravkov, kar je top. In to znamko uvršča v sam vrh proizvajalcev, ki zagotavljajo dolg hlad in poprodajno vrednost svojim napravam, kar mi dva itak ful podpirava, logično. Kar se tiče samega MagicOS-a, lahko rečemo, da je ful hiter, odziven, gladek in še animacije so zelo lepe, te zatikanja pri odpiranju appov in scrollanju praktično ni. Tudi zato, ker ta telefon pride z res ogromen rama, tako da lahko naprava sam šopa kaznišana. Zdaj, všečnost vsega OS-a je ful subjektivna stvar. Nam je res všeč, ker tukaj gor praktično ni nobenega bloatwarea oziroma čudnih prednaloženih appov, pa nobenih animacij z ognjimetki ali pa karkoli, kar je super. Je pa res, da me bi videl inspiracijo pri tem OS-u od kakšnega drugega OS-a, ki je na trgu, sam tako je danes realno povsem. Ampak MagicOS ima par stvari, ki ti res olajšajo life. Honor je recimo letos posvojil novost, ki bi jo mogli imeti vsi proizvajalci prepogljivcev, in sicer, da ko na primer dve aplikacije odprete, eno poleg druge, ti nista zacementirani vsaka na svojo polovico, ampak sta fluidni in jih lahko povlečete dinamično levo in desno. In ne samo to, lahko odprete kar 3 aplikacije naenkrat, pri čemer tretja ne rabi biti na lebdečem oknu, kar je super za produktivnost, ko delate kakšne primerjave ali pa kaj kopirate. Poleg tega lahko zaradi funkcije Honor Connect pošiljate file na oziroma iz iPhona s hitrostjo do 75 megabitov na sekundo, samo inštalirati morate Honor Connect na iPhone in zadeva mu bo res hiter delala. Želiva vam sicer, da vam rata, a še iPhone friendly naštimati za to, da to dodajo. Ta telefon ima dejansko tudi pravo dvosmerno kontinuiteto upravljanja nalog. To pomeni, da pri večini prepogljivcev ti na zunanjem zaslonu nekaj gledaš in če ga razpreš, boš naprej gledal na notranjem zaslonu. Sam ponavadi, da velja enako v kontrasmeri. Pri tem telefonu pa je tako, in če naj vprašate, bi mogli vsi telefoni delati kontinuiteto na tak način, ker to naredi celotno izkušnjo res dinamično, predvsem pa funkcionalno. Še ena bolj skrita funkcija, ki pa je noro dobra, je pa ta, da če telefon date v štorček, lahko na ta način gledate videe na zunanjem zaslonu, ker druga polovica služi kot stojalo. Poleg tega pa vam lahko na zaklenjenem zaslonu kaže tudi uro in napolnjenost baterije z ambientalnimi slikami v ozadju. Skrita funkcija, sam ful luštna in uporabna. I like it. Procesor in baterija. Magijo MagicOS-a poganja procesor Snapdragon 8 Elite, ki je trenutno najboljši na trgu. V njem so sicer že ogromno povedala v drugih videih. Ta procesor je na vrhu prehranjevalne piramide. Vsi letos ga imajo. Ja, in zaradi njega lahko ta telefon vržete metaforično, ne zares, alo. Karkoli pa bo to sprocesiral. Apple odpira kot za šalo, izvaja večjo pravilnost v deljenem zaslonu, poganja grafično zahtevne špile, upravlja stresne teste, katerih rezultate vidite na zaslonu. Zdaj, V5 je 3D Mark dal skozi kot za šalo, špile poganja kot nič. Edin za Geekbench mi dva zdamo sumva, da ker telefon uradno še ni izdan, ni optimiziran za ta tip testa. Tako da ta stvar je zares fejst močna in se ne rabite biti, da bi imeli širok motor pod pokrovom. Ampak ta V8 mašina, če že govorimo o vekah, če vse skupaj lahko pretvorimo v metaforo z motorji za avtomobile, še vsem potrebuje gorivo in energijo.
To energijo mu zagotovo da mamutska, povsem nova silikonsko-oglična baterija velikosti 5820 mAh, ki se lahko napila 66W žično ali pa 50W brezžično. Morate sicer pa imeti oba supercharge polnilca in jih posebej dokupiti. Da je Honorju rata zbasati skoraj 6000 mAh baterijo v ta telefon, je neverjetno. Tako da v primerjavi z določeno konkurenco v drugem delu Azije je ta telefon za par let naprej po velikosti baterije tudi popolnjen. To hkrati pomeni, da baterija na tem telefonu ob neki zmerni rabi lahko moč zdrži 14 ur, gvirala vam bo cel dan, preden jo boste rabili hiter nafilati. Ob zelo konzervativni uporabi pa celo misel vam midva z Davorjem, da bi jo lahko potisnili še do večine naslednjega dne. In veliko baterijo boste res rabili, če boste veliko upravljali s stvarmi, ki porabijo veliko moči in energije. Kamero in AI, ker sta itak nekako precej povezana, se mi zdi. Če so kamere orožje, potem ima Magic V5 res velike puške. Na hrbtu je glavna kamera velikosti 50 megapikslov, iste velikosti je tudi ultraširokokotna kamera, periskopska telefotokamera, tele zgori pa je velika s podobnih 64 megapikslov. Arsenal dopolnjujeta še selfie kameri na zunanjem in na notranjem zaslonu, ki sta obe veliki 20 megapikslov. Fotke so odlične, če ne celo v večini primerov najboljše na prepogljivcih v določenih pogojih. To moramo dodati to opombo. Polne so detajlov z naravnimi barvami, velikim dinamičnim razponom. Poleg tega lahko izbirate, ali boste imeli naravne, avtentične ali pa nasičene barve. S telefoto periskopskim objektivom greste lahko optično do 3-krat, digitalno pa celo do 100-kratnega zooma. In čeprav slednjega glih ne priporočava za večino primerov, se nama še vsem zdi, da AI tudi 100-kratnim fotkam še zmeri toliko pomaga, da so uporabne. In če še niste dojeli na prepogljivcu, imate v letu 2025 periskopski telefoto objektiv, ki ga nima še večina navadnih, kaj šele prepogljiv telefon. Res noro, kaj je Honorju rata, ali pač porinjuje meje, česa so prepogljivci zmožni. Ja, pa še par stvari, Davor, ki so tukaj. Selfie videi iz obeh selfie kamer so sprejemljivi, sam hiter overexposure oziroma posvetlijo dele. Sam itak, če imate V5, boste valjda uporabili hrbtne za delanje selfijev z zunanjim zaslonom za predogled. Hrbtni selfiji, če temu lahko tako nekako rečemo, so pol vrhunski. Itak. Si morajo biti. Telefon omogoča tudi snemanje videa v 4K pri 60 fps-ih, ti videi so stabilni, ostri. Ajde, čeprav pa niso glih najljubši in mislili, da bi tukaj pri videu lahko naslednik V5 še kar par stvari izboljšal. In ker smo leta 2025 in bo čez koliko? 4 mesece? 4 mesece bo 2026. Ma ne, Ker bo že zelo kmalu 2026, moramo tudi kakšno besedo valjda reči od AI-ja. Od Geminija sva že veliko govorila v drugih videih, in ker je tam veljal za Geminija in za njegove funkcije, praktično velja tudi za ta telefon, ker je Gemini nekako default izbira od AI-jev za vse Androide. In bi bilo najbolj, da bi bil tudi še za kakšno drugo znanje. Ampak V5 ima tudi svoje lastne ase v rokavih. Kot prvi je uvedel AI funkcijo zaznavanja deepfakeov, ki preprečuje nategunske videoklice. Z AI-jem lahko tudi magično izbrišete predmete, magično in osebe na slikah, ampak kar je nama pa Honorju ful všeč, je to, da njegov AI dejansko dela uporabne stvari v ozadju. Pomaga pri zoomu, pojača portretne fotke, da so bolj ostre. Poleg tega pomaga uporabniku še pri tem, da naredi bolj ostre in čiste fotke in seveda pomaga prevajati pogovore tudi v živo, oziroma telefonske pogovore. Upava tudi, da bo nekoč podpiral slovenščino, da bomo lahko uporabljali funkcijo prevajanja klicev z AI-jem. Cena. Ok, pa smo prišli še do sklepnega dela. In cena je, zaenkrat jo še ne veva, ker v času snemanja tega videa V5 ni prišel ven v Sloveniji, ampak pride ven z 28. augustom. Tako da vam bova ceno sporočilo naknadno. Zelo verjetno je pa, da bo okoli 2 jurja, mogoče kakšen evro manj, načeloma pa podoben kot konkurenca v segmentu prepogljivcev. Verjetno ne bo pocen, kot si rekel, ampak sej noben prepogljivc ni. Sej še navadni telefoni so neki ful poceni, ne? Sam je pa nekaj res. Mislila, da je ta telefon od vseh prepogljivcev trenutno dostopnih v Sloveniji najprimernejša izbira. Glejte, ima sjajne zaslone, pri čemer je zunanji praktično takih dimenzij, kot so navadni telefoni. Ima večjo baterijo od konkurence z modernejšo tehnologijo, ki se še povrh hitreje švila. Potem ima več kamer, ki delajo, ker se subjektivno, kar dobre fotke, pa recimo zraven v škatli dobite še tale zaščiten ovitek.
Ja. Kaj še? A ja, se res, več pravilnost oziroma multitasking je dovršen. Ima 7 let posodobitve OS-a in varnostnih popravkov. A ja, pa ta telefon podpira tudi Honorjevo pametno pisalo, česar konkurenca podpira več. Pa za ta denar, če ste pripravljeni toliko dati in če vas prepogljivce dejansko napravijo bolj produktivne, je ta telefon to. In glede na to, da poznava kolega, ki ima njegovega predhodnika vedvi že skoraj pa 2 leti in se niti mal ne pritožuje, pol veste, da Honor dela dobre stvari. Nič, po mojem decaj, da zaključil tale video, ker je tak že ful dolg. Važno je tudi, da veste, da naj tale Honor konc koncev kar ful presenetil. Dober. Za konc pa hvala tudi Honorju Slovenija in njegovi PR agenciji, da sta nam posodila napravo za testirati. Fate ste. Vsi, ki imate kakršnokoli vprašanja v zvezi s tem telefonom, nam jih napišite spodaj v komentarji ali pa v DM-se na družabnih omrežjih. Mi se pa itak že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!